Zdaj je delegacija 13 muslimanskih strokovnjakov Azerbajdžana in Kazahstana v Izraelu kot del prizadevanj za krepitev odnosov med Izraelom in državami z muslimansko večino preko izobraževanja, dialoga in pomembnih osebnih srečanj. Gostitelj jim je Šoraka, neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2020 strani skupine mladih voditeljev v Izraelu, ZAE in Bahrajnu. To je ta sila, ki sledi Abrahamovim sporazumom. Nekateri trdijo, da ima Azerbajdžan zaradi svojih globokih strateških vezi zdaj večjo strateško odgovornost. Baku postaja ena redkih prestolnic, ki je sposobna ohranjati konstruktivne odnose z res skoraj vsako državo, ki je vključena v trenutno vojno. Edinstven položaj za prispevanje k regionalnemu miru, ohranjanje dialoga tam, kjer drugi ne morejo. V studiu se nam je pridružila ena od udeleženk delegacije, tukaj sem za Svetlano Novak, je raziskovalka na Inštitutu za razvoj in diplomacijo iz Azerbajdžana, specializirana za zunanjo politiko. Torej, dobrodošli, najprej dobrodošli v studiu. Zelo lepo je, kot je omenila, da vas je Šoraka pripeljala sem s podporo Claims Conference. To je res odlična pobuda, ki jo imala tukaj trenutno. In to je razburljivo tudi na osebni ravni. Veste, o tem sva se pogovarjala med odmorom, da ste tukaj v državi s to skupino. Poglejte, rastoči odnosi Izraela z Azerbajdžanom in Kazahstanom po mojem mnenju dokazujejo, kako pomembno vlogo imajo lahko te države z muslimansko večino pri spodbujanju regionalnega razumevanja in sodelovanja. Mislim, da je vsezadnje najpomembnejše prav to, da se srečujemo med seboj. Povejte nam malo več o tem občutku, oziroma kaj vas je motiviralo, da ste se odločili za to potovanje? Najlepša hvala, da ste me povabili. Vesela sem, da sem tukaj, vesela sem, da sem v Izraelu. To je moj prvi obisk tukaj in zahvaljujem se organizaciji Šoraka za odlično delo pri spodbujanju Abrahamovih sporazumov. In naj še omenim, da je to prva delegacija iz Azerbajdžana in Kazahstana. Zato je resnično čas biti tukaj. Mislim, da ima Azerbajdžan, kot ste omenili, zelo večsmerno zunanjo politiko, kar pomeni, da ohranja dobre, pragmatične odnose z vsemi državami. In to je ena od stvari, ki jih je treba omeniti. Fascinantno in izjemno. Nedvomno edinstveno pri nas. Definitivno edinstveno, definitivno izjemno. In še posebej, ko gre za Izrael, imamo diplomatske odnose že od leta 1992. In naše tradicionalno področje sodelovanja so bila seveda energetika. Azerbajdžan že dolgo časa dobavlja surovo nafto Izraelu prek našega državnega naftnega podjetja Sokar. In imamo tudi sodelovanje v obrambnem sektorju, to je zelo pomembno, to so naša tradicionalna področja delovanja, vendar danes vidimo... Ja, globoko sodelovanje. In nekaj, kar je bilo pogosto izpostavljeno med to delegacijo, je, da se sodelovanje danes širi onkraj energetike. In to velja tako za Azerbajdžan kot za Kazahstan. Vidimo veliko razvoja na področju umetne inteligence, veliko razvoja na področju inovacij. In to je del razloga, zakaj sem prišla sem, da raziščem različne priložnosti, da vidim, kaj nas čaka, kaj je poleg energetike, čeprav je ta zelo pomembna. Vemo, da je to zelo pomembno, vendar je bil velik poudarek zagotovo na inovacijah, na umetni inteligenci, na digitalnih inovacijah in podobno. Prišli ste na pravo mesto, brez dvoma. So oni našli vas ali ste vi iskali to priložnost? Mislim, kje se je ta povezava pravzaprav vzpostavila? So vas v bistvu oni povabili? Ja, mislim, da se je to zgodilo nekako po priporočilu. Kaj pa, povejte nam malo o programu te delegacije. Kaj imate na urniku? Kakšne aktivnosti ali izkušnje imate? Predvidevam, da ste šele začeli. Mislim, da smo šele 3 dni tukaj. Torej, očitno vas čaka še veliko stvari, ampak me zanima, ali imate občutek, da vidite nove stvari, ki jih prej niste poznali, ali pa gre bolj za poglabljanje razumevanja, ki ste ga že imeli? Morda je to kombinacija obojega. Definitivno gre za kombinacijo obojega. To je bilo nekaj, česar nisem pričakovala, čeprav smo si seveda prej ogledali program, vendar je bil program vsekakor večji in obsežnejši, kot smo si sploh lahko predstavljali. Zelo je natrpan, a na najboljši možen način. Imeli smo veliko tako na kulturnem, zgodovinskem, kot tudi verskem področju. Na primer, v Jeruzalemu smo bili 2 dni in smo si ogledali staro mesto. Videli smo tudi Zahodni zid. Videli smo tudi mošejo Al-Aqsa. Poleg tega program je vključeval tudi veliko izobraževanja. Imeli smo predavanje o holokaustu v Jad Vašemu, nato smo imeli voden ogled in nato smo imeli voden ogled v Narodni knjižnici. Poskusili smo okusno hrano. Mislim, da je program zagotovo zelo dobro združeval politične in diplomatske vidike. Na primer, obiskali smo Ministrstvo za zunanje zadeve, danes v Jeruzalemu, kar je bilo prav tako fantastično.
Po drugi strani pa smo lahko spoznali celotne kulturne, zgodovinske in verske vidike. In mislim, da ni boljšega kraja, kjer bi lahko bile. Verjamem, da boste imeli izkušnjo, ki vam bo odprla oči. Veste iz svojih izkušenj in izkušenj mnogih drugih, da je že to, da stopiš sem, povsem drugačna izkušnja. To je kraj, ki ga je težko resnično dojeti iz tujine. Tudi iz prijateljske države, kot je verjetno Azerbajdžan. Poglejte, govorite o tem, da pridete sem, vas zanima inovacije, tehnologija. Poglejte, Azerbajdžan je, kolikor razumem, v vzponu, kar zadeva privabljanje tujih investicij, inovacijski sektor, privabljanje kapitala v številna tehnološka podjetja. To je zdaj tam cvetoč sektor, kaj ne? Da, absolutno, to je cvetoč sektor. Je, in mislim, da se Azerbajdžan uči od Izraela in Izrael od Azerbajdžana. Velik del tega pa je naš mir. Dejstvo, da imamo mir v naših državah in širše v regiji, ker, kot rada rečem, ne vlagaš, da bi ustvaril mir. Vlagaš, ker je mir. In dejansko vlada mir. Prav Odnosi se izboljšujejo z Armenijo in podobno, privabljajo veliko tveganega kapitala, tako da so to razburljivi časi za Azerbajdžan, cenimo prijateljstvo med državama. Mislim, da je to nasplošno zelo cenjena stvar v Izraelu, če lahko govorim v imenu vseh nas. In Amira, veseli me, da si tukaj skupaj s preostalo delegacijo. Želim si, da bi jih lahko vse spravili v studio, ampak si bila dobra predstavnica zanje. Uživaj še naprej na svojem potovanju. Veš, cenim tudi pogum, ki je včasih potreben, da prideš obiskat Izrael v teh dneh. Hvala, ker si prišla. Uživaj še naprej v dnevu. najlepša hvala, da ste me povabili. Z veseljem. Hvala.